Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je 12. marca 1979 diplomiral z diplomsko nalogo Župnija Komenda, pastoralno-sociološka študija. Že leto poprej, to je oktobra 1978, se je zaposlil kot korektor na Družini, kjer je leta 1980 postal urednik za področje cerkve po svetu. Leta 1989 se je v okviru Mednarodne mreže mladih katoliških častnikarjev udeležil poletne univerze za mlade katoliške častnikarje v Freiburgu v Švici. Leta 1992 pa v okviru škofijske Caritas Ljubljana enomesečnega tečaja za slovenske karitativne delavce pri francoski Caritas v Lourdu. Leta 1996 je bil v svetišču Marija Plen nad Salzburgom umeščen v suvereni malteški red, s kratico SMVR. Je ustanovni član Slovenske asociacije suverenega malteškega reda. Na Svetovnem kongresu katoliških častnikarjev v letu 2001 v Freiburgu je bil izvoljen za člana Svetovne federacije častnikarjev in člana Evropske federacije častnikarjev v okviru UCIP, Mednarodne zveze katoliškega tiska. Z družino, ženo in 4 otroki živi v Suhadolah pri Komendi. V prostem času najraje planinari, teče na smučeh, gobari, igra v odbojko in košarko in kar mu je poleg družine najljubše, spoznava skrite lepote odmaknjenih slovenskih krajev. Posebej slovenskih cerkva, kapelic in znamenj. Rad ima samoto, pa tudi duhovito kramljanje v prijateljskem krogu. Še posebej rad se srečuje s stricem škofom Jožefom Kvasom in bratrancem župnikom in dekanom Maksom Ipavcem. Najsrečnejšega pa se počuti na vrhovih slovenskih gora in v rojstni župniji Komendi s prelepim pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe. Poleg urejanja stalne rubrike pri Družini Cerkev po svetu, s prispevki še posebej rad sodeluje v Mavrici, v Mohorjevem koledarju, v glasilu občine Komenda in krajevnem glasilu Aplenci, Kamniškem zborniku in drugje, pri radijskih oddajah na Radiu Ognjišče in Radiu Slovenija. V prostem času največ preučuje zgodovino komendske župnije in sproti beleži pomembnejše krajevne dogodke. V suverenem malteškem viteškem redu na župnijski in občinski ravni v Komendi je doslej opravljal vrsto odgovornih nalog. Med drugimi je bil soustanovitelj občestva katoliških izobražencev v Komendi leta 1989. Največ in najraje pa je pripravljal razne kulturne prireditve na župnijski in občinski ravni oziroma na njih sodeloval. Udeleževal se je in predaval na več mednarodnih simpozijih katoliških izobražencev, Eisenstadt. Od obiskov na tujem mu je poleg Roman v sveto deželo, Lourdes, Fatimo, Rusijo in Baragovo deželo največ pomenilo srečanje s slovenskimi izseljenci v Buenos Airesu in v Bariločah. Od tega, kar je doslej videl na tujem, so se mu najgloblje zapisali v spomin gore, reke, jezera, v argentinskih kordiljerah. Jože Pavlič je doslej napisal in objavil naslednje knjige in brošure. 100 let gasilskega društva v Komendi leta 1994. Hvala vam, sveti oče, leta 1996, župnija Komenda ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Vodnik po Komendi in okolici leta 1996, skupaj z dr. Markom Žerovnikom. V zarji stoletij leta 1997 ob 700-letnici prve omembe zavetišča svetega Petra v Komendi in 275. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja v Komendi. Uredil je knjigo spominov upokojenega duhovnika, rojaka Maksimiljana Ocepka, Dni premišlja, ki so bili, leta 1995.
Napisal je besedila za prospekte v Komendi leta 1999, o kartografu samouku Ivanu Selanu leta 2003 in o čebelarstvu v Komendi tudi leta 2003. Z več obsežnimi prispevki je sodeloval v monografijah Komenda leta 1992 in občina Komenda leta 2002. Prvo pesem je napisal in namenil svoji sedanji ženi, obenem pa prvi ljubezni, sošolki Marti, v 5. razredu osnovne šole Komenda Moste. Pozneje jih je objavljal v bogoslovskih glasilih Virtuti et Musis in Pogovori, družini in družinski prilogi ter 3. dnevu. Zbirka pesmi Nikoli brez upanja je njegov pesniški prvenec. Zdaj pa nam bo citrar Martin Zlobko zaigral pesem Le malo sonca, le malo sreče, ki je tudi povezana s tekmovanjem na Euroviziji, ker je pred leti pevka Nikol zmagala s to pesmijo, zatem pa bo urednica pesniške zbirke Nikoli brez upanja, pisateljica, publicistka, glavna urednica Mavrice, gospa Mira Dobravec, predstavila pesnika Jožeta Pavliča in pesniško zbirko Nikoli brez upanja. Večina od vas seveda Jožeta Pavliča pozna bolj kot jaz. Nekateri najbrž od mladega, od majhnega in gotovo ste z njim preživeli več skupnih trenutkov kot mogoče jaz. Sem pa spoznala Jožeta Pavliča pred davnimi leti v Loretu kot zelo resnega novinarja in zelo prijaznega gospoda, ki mi je posodil film, ko mi je filmov zmanjkalo. To je bila taka tovariška gesta, ki je bila lepa in sem si jo zapomnila. Pozneje sva potem postala sodelavca na Družini in sem ga srečevala kot resnega, prijaznega, prijetnega človeka, ki dela resne stvari, ki piše včasih suhoparne in tudi mogoče dolgočasne članke, če so polni nekih podatkov. In tako potem dobiš občutek, da človeka poznaš.
Zato seveda, ker nikoli pravzaprav ne premišljujemo o drugem človeku. Se srečujemo vse dni, se srečujemo 2-krat na dan, se srečujemo na sestankih, ob resnih ali drugačnih stvareh in mislimo, da se poznamo. Zato je bilo zame tako veliko presenečenje, ko smo na enem službenem simpoziju nekega večera se pogovarjali različne stvari in je nanesla beseda na to, kaj kdo dela v prostem času, česa kdo ni izpolnil, kaj si je kdo želel narediti, pa še nekje čaka na izpolnitev. In med drugim je Jože rekel, da ima doma polne predale pesmi, da piše, odkar ve, da zna pisati. In da je seveda zelo grdo, da je Kovačeva kobila bosa, ker je Jože v službi v založbi, na uredništvu in nima nobene knjige. Tisti večer je bil bolj zabaven in hecen. In beseda je dala besedo in ko smo se pogovarjali, kdo bi pa zdaj te Jožetove predale polne pesmi pregledal, jaz nisem imela pravzaprav nič proti, ko so rekli, boš pa ti, ne. Pa bom, se mi je posodil film, ne. Pa me bom vrnila vsi upam. No, in sem seveda to potem tudi pozabila. Simpozija je bilo konc, šli smo domov, ampak seveda potem pride ponedeljek in s ponedeljkom pride Jože z velikim kupom nekih papirjev in prav, to so pa moje pesmi, izvoli. Takrat sem potem zelo zbolela, ne, sicer zdravnica je rekla, da je gripa, ampak mogoče so bile pa Jožetove pesmi. Tako sva tam doma od mize do kavča se prevažala moj svinčnik in moj zvezek in prepisvala iz tega kupa pesmi misli in nova spoznanja v človeku, katerega sem mislila, da poznam. Kakšne so Jožetove pesmi, bo seveda presodil vsak sam. Jaz sem ob tem prebiranju ugotovila veliko presunljivih stvari. Kako resen človek, moški, odrasel, tako bi rekla dec, ne, piše take nežne stvari. Kako pravzaprav išče, ko mislimo, da ne išče več. Išče po tistih skritih kotičkih, po katerih mislimo, da iščejo drugačni ljudje. Pesniki so pravzaprav tisti dolgolasci, neresni, ki nimajo nobene službe, ki nikoli nobenih resnih stvari ne počnejo, ki se norca delajo z vsega sveta. Potem pa srečaš enega resnega očeta in delavca, ki pa seveda zdaj pred svojim predstavo ležijo njegova hrepenenja, iskanja, vprašanja, žalost, veselje, tudi jok, obup. Bilo je lepo, bilo je pa pretresljivo. Kako iz tega, seveda bolj, ko pesmi spoznavaš, težje jih potem drugačen odnos dobivaš do njih. Če moraš od 500 pesmi izbrati 40 pesmi, potem si zmerom bolj bolan. Tako da, ko so mi rekli, da naj predstavim zbirko in da naj povem, kako sem to razvrstila, lahko povem to, kar se vidi, ne. Razvrstila sem pesmi v 3 cikle, enemu ciklu sem dala naslov, sva dala z Jožetom skupaj naslov Iskal sem, enemu ciklu sva dala en romantičen naslov nekaj Opoj poletne noči, enemu ciklu sva pa dala naslov Druga obala. Ne. Druga obala je tudi naslov ene pesmi, drugače pa seveda, kot sem jaz spoznala Jožetovo iskanje in njegovo pot, je druga obala tisto, kamor gremo, tisto, kamor želimo, kamor bi radi šli, kjer bodo vse stvari urejene, kjer bodo vse žalosti pozabljene, kjer bodo vsa iskanja našla tisto, kar iščejo, kjer bo človek pomirjen in srečen in kot Jože in kot tudi jaz verjameva, da bo to pri Bogu. Tako sem te pesmi razvrstila v 3 cikle. Kako
se pa seveda tudi iz prvega in drugega in tretjega cikla premešajo iskanja, ker Jože včasih v pesmi z iskanjem začne, pa potem pomirjeno v pesmi konča, da je najdu, ne. Ampak čez 2 leti pa spet začne, pa spet išče, pa spet najdu in tako. Tako da so te pesmi pravzaprav ena sama plejada iskrc trenutkov. Tako kot pač vsake pesmi, a ne. Jože se v njih razkriva, ko jih je pisal najbrž iz sebe in iz svoje potrebe, da jih napiše. Da jih je pa dal nam vsem, da jih beremo, je pa druga presenetljiva stvar, ki me je pri Jožetu presenetila. Ker ni preprosta stvar, če prideš pred ljudi, pa rečeš, dober dan, jaz sem pa pesnik, pa tam noter piše, kako sem žalosten in kako sem iskal še kakšne druge ženske ali pa se lovil med kakšnimi že nekimi sirenami ali kako sem tajil svojega Boga. To vso svojo notranjost, ki jo vsi tako lepo skrivamo en pred drugim, razgrne in reče, izvolite ljudje, moj dar. To je vse, kar bi jaz rada povedala. Jože nam je nekaj podaril, vsak naj si od tega vzame, kolikor si more in kolikor si zna. Vse, kar se pa jaz Jožetu za to zahvaljujem, da je to naredil, to se mi zdi pogumna stvar. Les na beli steni, na njem ti, odrešenik, razpet, tako dober. Pod njim jaz, grešnik. Nočem vonja lesa, nočem tvojega križa, ker je težak, pretežak. Hočem sveta, hočem živeti, ljubiti, hočem vse, ti daješ vse. Rozita molka v katedrali, kjer drhti še strop od zvezd in vsaka prošnja najde svoj odjek. Misel staplja se s tišino, glas preglaša glas, motli ladjin lesk in soji kipov stopajo kot gole sanje onkraj vsakega obrežja, kjer že želja kleše si spoznanje in poslednji dan ožarja svetli smih. Tu, med stebri, sam bedim, s pretežkim molkom v roki in počasi dvigam vse telo v svetlo držo prabeljine. Ti vzhajaš, svetav nad nami, ki upamo, premrli od hladu duš in tavamo, izgubljeni v pustinjah src. Ti nam odpiraš svetlolino in pošiljaš nevidne žarke, da si ogrejemo hladne dlani in odtopimo ledene poti, najtršo do tebe in do ljudi. Moja usoda. V svetlobi in temi stojim, pol žival, pol človek. Oprt ob nebo, z nogami globoko v zemlji. Trup je skačal vid, srce na rezilu noža. Roke hlepijo po krvi in po drugi roki, ki je ni. Tako lebdim, sfinga, z votlo glavo na prsih, že 1000 let in čakam svetlobo, da bo resnico izlila v slepe oči, čeprav mi tema grozi z ognjemetom strasti in pepelom nad belo glavo, ko bom odrešen ali odbit, zrl Boga ali brezno strasti. Vem, da obstajaš in da me ljubiš kot mati otroka. Vem, da že dolgo spletaš vozle srečanj med nama. In vendar tavam, tujec sredi Benetk in iščem Markov trg, kjer bom sedel med golobi
in poslušal violine do prve plime. Nato bom zablodil med vodne poti in poiskal najbolj skrito, do tebe. Slišali ste 5 izbranih pesmi iz religioznega cikla Iskal sem iz zbirke Nikoli brez upanja, ki so jih odrecitirali štipendisti ustanove Petra Pavla Glavarja, Marjana, Daniel, Natalija in Mateja. Pesmi pa so bile Križ v katedrali, Upanje, Moja usoda in Vem. Nuša Fujan je zapela pesem Mati moja, venec pleten, skladatelja Alojzija Mava, medtem ko je na citre spremljal Martin Zlobko. Ko me je gospod Pavlič, avtor današnje pesniške zbirke, prosil, da bi v svojem povezovanju tudi kaj spregovoril, pač primerno današnjemu večeru, sem bil v najmajhni zadregi. Zadregi zaradi tega, ker poezija ni preprosta. Zaradi tega, ker je težko povedati nekaj takrat, ko se zgodi tako pomembna stvar, kot to, da izide knjiga blizu nas, blizu mene, praktično v našem kraju. Da je poezija usoda sveta, je upozoril že francoski matematik in fizik Gaston Bachelard, ki ni razmišljal samo o matematiki, ampak je napisal knjigo z naslovom Poetika prostora. In nas je upozoril, da je sleherni kotiček prostora, v katerem živimo,
v resnici poezija. Druga zadrega, ki se je pojavila, je ta, kako najti primerne besede. Pa sem se domislil, da ta občutek poznam. Saj tudi v okolju, kjer delam, se srečujem s tem, da izhajajo knjige. Te knjige izdaja moj sodelavec in moj prijatelj Dušan Rutar. Zdaj je, ta teden je izdal 29. knjigo. In vsakič ga vprašam, kako se počuti ob izidu knjige. In glede na to, da je napisal zame kot človeka, ki mu književnost izjemno veliko pomeni, izjemno razpravo o poeziji z naslovom Usoda kot igra, sem se odločil, da vam bom danes prebral nekaj odlomkov iz tistega dela te razprave, ki nosi naslov Poezis. Kaj pomeni biti poet? Najprej lahko rečemo, da je poezija nekaj, kar dobiva smisel in pomen samo v medsebojni igri poezije. Ali drugače rečeno, vsaka pesem, ki je pesem kot igra in je igra kot pesem, dobi posebno mesto v matrici, ki jo oblikujejo vse pesmi, ki so bile kdajkoli doživete in napisane. Pa tudi pesmi, ki še niso bile doživete in napisane in morda tudi nikoli ne bodo. Pesem je najlepši primer igre, saj je njen nastanek povsem nepredvidljiv in njena vsebina povsem neponovljiva. Zato je učenje njenih interpretacij na pamet akt, preko katerega se obnavljajo samo gospostveni odnosi, ki subjektu jemljajo svobodo in razvijajo ter utrjujejo psihološki ego. Ta je tudi zaradi tega vse manj občutljiv za poezijo, kot vzvišeno mesto igre in svobode. Prav zaradi take narave je pesem abeceda svobode. Svobode, ki je na začetku oblika subjektove naivnosti, saj subjekt niti ne sluti, kaj mu igra lahko prinese. Prišla si, Viola, z listoma kanta in spletla predico za najino izbo. Prišla si, krotka srna, in plaho stekla čez ločnico spečega gozda in prebudila vse ptice v mahovju. Prišla si kot slutnja, tiha in svetla. Odšla si izjato golobov in rdečico sramu na belini vzcvetele poti. Želja. Rekla mi je, nariši srce z dotikom svojih ustnic. Kako naj to naredim, ko sem izlil sokriv vode, gozdove in zarje? Sedaj so moje ustnice čisto bele, kot snežinke na strehi svetišča, in nikdar več ne bo mogel vtisniti poljuba na njene bele dlani. Opoj poletne noči. Izpi opoj poletne noči. Vdihni vonj trd in deviške krvi, ki vre pod sijočo kožo. Stresi prgišča zeli, jagod in divjih semen v kotu slasti in pogasi vzplamtele oči in misli, ki cvrčijo v gnezdih noči. Izpi opoj do dna, brez misli na jutro. Novo upanje. Povleciva trpko črto pod pretekle dni in nasujva čista zrna v prepereli pehar. O prvi zori pohitiva zavračen čez lepljive lehe in zasejva seme v zrahljano prst, da bo vzklilo svetlo jutro, kakor mlado žito iznad preoranih njiv. Najlepše rože. Najlepše rože počasi rasto. Najlepše rože hitro veno. Najlepše rože
s krhko glavo, najlepše rože s prosojno lažjo. Novo upanje in najlepše rože je bilo 5 izbranih pesmi iz ljubezenskega cikla Opoj poletne noči. Medtem, ko mi verjetno ni treba razlagati, katero pesem je zaigral Martin Zlobko, pa vseeno. Saj vsi poznate ne samo povest Ivana Tavčarja, ampak tudi film Cvetje v jeseni. Zdaj pa sledi odlomek iz prej omenjene razprave. Igra je namreč pesem, skozi katero se oblikuje in prikazuje subjektova bolečina, ki je bolečina zaradi svobode, ali natančneje zaradi možnosti svobodnega delovanja. Polifonija igre, to je definicija svobode, ki se zapisuje skozi igro in v pesmi dobi polni pomen, pomen, ki ga pred igro še ni bilo in ga ne bo nikoli več. V vsaki naslednji pesmi bo le nov pomen, ki nas bo morda živo spominjal na starega, vendar poet ve, da so spomini običajno le sladke prevare, s pomočjo katerih ljudje pozabljajo, zakaj prihaja do pozabe in zakaj zamira igra kot poezija. Spomini so prevare, ker ljudje ne želijo biti poeti. To je, ker se bojijo živeti v skladu s svojo naravo. Življenje v skladu s svojo naravo ni nekaj avtomatičnega. Zato sta potrebna pogum in napor, ki jo zmorejo le redki. Človekova narava je sicer avtomatizem, vendar brez duha ne more zaživeti in delovati. Duh kot dimenzija človekovega sveta je radikalno nemirljiv in neopisljiv. Zato mora vsaka psihologija, ki ni alternativna, ob njem zaznati nemoč in priznati poraz. Ego pa mora izkusiti majhnost in pritlehnost oziroma enodimenzionalnost iluzij, ki jih ljubi bolj kakor samega sebe in verjame, da zunaj karakternega oklepa ohranja svoje pravo in avtentično bistvo. Brez igre in poezije pa je le opustošenje, ki ga ljudje doživljajo kot nekaj vsakdanjega, normalnega, naravnega in celo neproblematičnega ter večnega. Vsakdanje opustošenje, ki ga celo ljubijo bolj kakor samega sebe, pomeni zaton poleta in želje do učenja. Cinizem zato počasi postaja prevladujoči življenjski slog. Spomini postajajo sladke prevare, v čemerni vsakdanjosti pa se ne zgodi nič zares pomembnega ali drugačnega oziroma alternativnega. Dolgčas in pustost se najprej in vztrajno členita v agresivnost in nemir, ki ne prenese metaforičnega govorjenja in delovanja. Medtem ko se agresivnost sproža proti poetom, ki kljub temu vztrajajo, ne da bi vztrajnost mogli razumeti kot trmo, mnogo bolj jo hočemo razumeti kot iskrenost in naivnost. Biti poet pomeni sodelovati v polifoniji igre in vztrajati v neizčrpnosti in polifoničnosti pomenov, ki jih proizvaja. Obenem
pomeni sodelovati v igrah moči, kajti učiti se je mogoče le tako, da stojimo po konci, ko sence igr moči zastirajo pogled in zahtevajo brezpogojni delež. Poet tega deleža nikoli ne da, saj veda predstavlja zgolj bebavi del vsakdana, ki ga je večina ljudi sprejela kot nekaj neproblematičnega. V tej neproblematičnosti ne želi sodelovati, zato izstopi v igro, ne izstopi iz tega sveta, tvega le, da ga bo svet prepoznal kot norca, ker mu upa kazati njegovo lastno resnico. Njegov delež je namreč prav v tem. Poet ne zamenjuje resničnosti za iluzijo, zato je na nek način podoben norcu, vendar tudi njega ne bi smeli diskvalificirati zaradi drugačnosti in drugosti. Norost ne pomeni zamenjave resničnosti za iluzijo, predstavlja le neuspel poskus problematizacije resničnosti, v kateri psihotični človek ne želi več sedeti. Izreci besedo, tisto nekdanjo, izreci jo tiho, samo zame, da bom zajokal trave, da bom zavriskal nebo in zlomil vsa kopja, ki so jih metali vame. Izreci besedo, mati, ki tiha tu v zemlji ležiš, vdrži s pokorne molivke, z molkom trdeli desnici. Izreci jo nežno, saj enkrat, saj zame, kri tvoje krvi, ki skriva sledove prečutih noči, ko si rodila, molila, rotila Boga in ljudi. Kje so večeri? Mama z obrazom svetnice ne mesi več kruha in oče otrgal je hrbet od dedne peči. Kje so večeri, ko ata je molil za teglo domače in mati nas križem zložila v slamnico in angelček varuh, stalni naš gost, prhutal neslišno nad izbo spokojno. Leseni zdaj križi trohnina pod strešju, od telova in šmarnic ostal je le mit. Le stara mama polglasno prebira predrsane jagode z očmi izven stranstva. Druga obala. Kako blizu je včasih druga obala? Le roko bi iztegnil in bi se dotaknil njenih čeri. Kako daleč je v resnici do nje? Tema in viharji in razpenjeno morje preprečujejo pot. Kot steber stojim že ure in ure in gledam tja čez. Kliče me ta obala, kliče nenehno. Jutri zjutraj bom dokončno odrinil od brega, naj bo jugo ali tramontana, jutri bom tvegal do nje. Nosi me. Nosi me večna reka, utopljenca na svojih krilih. Izvrzi me tretjega dne na tistem obrežju, kjer sonce odlaga svoje luskine. Odel se bom z njimi in veselo zarajal, pol človek, pol Bog, po sipinah večnosti. Nikoli brez upanja. Končano. Misli ni več, ne navdiha utrinkov. Pospravil bom vse in odpotoval k novim obalam. Morda še ujamem dih vetra, ugledam zapozneli oblak, v grmovju iztakne zablodelo srno. Morda tam sonce še ni zašlo, morda se tam kamni še niso ohladili od razgretega dne. Morda je v plitvi vodi še kakšna jegulja in v gozdu še tli ogenj od strele, da si bom lahko pripravil večerjo. Čas je, da odrinem do tiste obale, brez prtljage, s čolnom za en dan, s kompasom za eno smer. Zdrava morska zvira,
noče niti slišati za metode, navodila, tehnike in modele. S pomočjo poezije se človek odpira svetovom, v katerih ljudje toliko bolj pozabljajo na poezijo, kolikor več se je da napisati in na to kupiti. Odprtost do sveta je bistveno odprtost do sveta, ki ga ustvarjamo z igro, kar pomeni, da smo v odprtosti do svetov odprti predvsem do samih sebe in tega, kar delamo in predvsem doživljamo. Poezija je poetova odprtost do sebe in v poeziji kot igri skozi to odprtost ustrajamo vse življenje. Pesem nam torej pomaga, da vzdržimo v odprtosti v svetu, ki odprtosti ne mara in ne potrebuje. Pesem nastopa kot zapis, beležka, v kateri se zapisuje nasilje, tiranija, obup, barbarstvo, potlačitev, cinizem, skratka prekletstvo sveta, v katerem le redko najdemo blago naklonjenost do tišine in juter, v katerih svetli blaženosti radi naredimo miren in spokojen sprehod skozi lastno poezijo in čutimo nežne dotike stihov, ki so oblikovali in se še oblikujejo našo usodo. Ta nam je v svoji oddaljenosti in pogosti nerazumljivosti toliko bližja, kolikor bolj je naša vest čista in brez krivde, saj prozaičnost in banalnost, vsakdanje običajnosti, saj res, le čemu služi poezija? Kljub vsemu ni naplavila dovolj brutalnosti, da se pod njeno težo ne bi mogla ohraniti psihologija nežnosti. Igri, v kateri pridejo zabeležke do polne veljave, saj se vedno znova vračamo k njim in jim dajemo nove in nove pomene, bomo zato dodejali še nežnost. Le kako bi lahko razumeli subjektovo duhovno širino in nežno trepetanje njegovih besed, če ne bi uporabili psihologije nežnosti? Zavečno bi se zaprli pred utripi duše, ki daleč presegajo vsakdanje trivialnosti, kot jih zaznava naša, skozi leta in tisočletja oblikovana, mučena in pregnetena, scientistična zavest, brez katere si sploh ne znamo predstavljati sveta, v katerem se sliši nežna pesem osamljenega popotnika in trepetajoči dih pesnika, ki sanjari. Slišali ste 5 pesmi, zbranih pesmi iz cikla Druga obala, ki je meditativni cikl iz zbirke Nikoli brez upanja. To so bile pesmi Izreci besedo, Kje so večeri, Druga obala, Nosi me in Nikoli brez upanja. Medtem ko nam je Nuša Fujan zapela pesem Zdrava morska zvezda v priredbi za uršulinski zbor. Ob izviru. Iz studenca potoček, iz potočka reka. Iz reke morje, iz morja ocean. Iz oceana svet, iz sveta pa zopet studenec. Začel bom pri njem. Morda pa kdaj doseže morje, ali vsaj reko, zagotovo pa potoček. Kaj bi z oceanom in svetom? Človeček s premajhnimi prsti in mislimi, da bi objel to zemljino kroglo. Ulegel se bom tik ob izviru, prisluhnil šumenju velikega jezera pod goro in tajinstvenemu glasu matere zemlje, ki brbota v izviru, da bi se izrekla v morju in izpela v oceanu. In mi bo lepo. Potok. Vse je v potoku. Vsi 4-letni časi, vse misli in vse želje. Vsa podoba tega sveta. Potok je večna igrivost in spev in upanje in razočaranje. Potok je moja zunanja podoba, ki nikoli ne laže. Sam, Gospod. Sam, Gospod, na tej dolgi kamniti poti, na tej trnjevi sledi,
na tem žuljavem hrbtu osliča, v tej pripekajoči vročini, v tem zatohlem zraku, v tej brezbrežni puščavi. Pokaži mi pot, Gospod, pokaži mi smer, Gospod. Ponudi mi svojo dlan, Gospod, slepcu slepcev, in me izpelji iz tega prekletstva, kjer še krokar ne preživi. Kaj šele človek, tvoja podoba? Materi. Nikoli še nisem poljubil tvojih rok, čeprav si me tolikokrat pestovala z njimi, delala znamenja križa na čelo, usta in prsi, me hranila in previjala. Nikoli še nisem poljubil tvojih nog, čeprav so naredile stotine kilometrov iz nedopovedljive ljubezni zame. Nikoli še nisem poljubil tvojih ustnic, čeprav so zmolile tisoče oče našov in zdrava Marij iz večne skrbi zame. Nikoli še nisem poljubil tvojih oči, čeprav so nenehno bedele nad vsakim mojim korakom. Nikoli še nisem poljubil tvojih ušes, čeprav so podnevi in ponoči ujela vsak moj še tako tih klic. Nikoli te še nisem stisnil k sebi, čeprav si ti mene tolikokrat kot najdražji zaklad. Nikoli ti še nisem rekel, mama, rajši te imam kot vse drugo na tem svetu. Še nocoj bom to storil. Pokleknil bom prete kot pred tabernakelj, tvoje do konca zgarane roke bom vzel v svoje močne dlani, si jih prižel na prsi, kot si ti mene, da boš čutila, kako utripa moje srce, kako drgetam in jočem v sebi. Otrok tvoje krvi, dih tvoje misli, up tvojega srca, tvoje vse, mama, moje vse. Božji urad. To so najlepši trenutki zame. Noč se še ni poslovila in jutro še ni prišlo. Jaz pa sedim ob oknu, preštevam zvezde in odštevam ure ljudem, stvarem, prostoru in času, s številčnico, ki mi jo je dal vsemogočni. Ni od tega časa, ne od tega sveta, kot tudi jaz nisem. Vendar kljub temu beleži vse, kar ima zapisati pri vsakomur. Mnogo in malo. Pa vendar dovolj, da bo, ko bo napočilo jutro, vsakdo dobro vedel, kam mu je smer, kam mu jo kaže Božji kazalec in kam smerniki tega sveta. Spoštovani, najprej vas prav vse najtopleje pozdravljam in se vas zahvaljujem za sodelovanje oziroma udeležbo pri predstavitvi mojega pesniškega prvenca Nikoli brez upanja. Posebne pozdrave za vas mi je naročil tudi direktor založbe Družina in glavni urednik družine dr. Janez Gril, ki se nocojšnje kulturne prireditve zaradi obveznosti druge ni mogel udeležiti. Kar pa je za kupce pesniške zbirke tudi pomembno, ob nocojšnji predstavitvi je odobril poseben popust, tako da zbirka pesmi namesto običajnih $2600 stane le $2000. Sam bom vsakemu izmed vas, ki si želite zbirke zase, oziroma za svoje sorodnike, prijatelji in poslovne stranke, napisal lepo posvetilo. Nocojšnjega večera ne bi bilo, če ne bi zanj dala pobudo in ga organizirala predsednica Dobrodelne ustanove Petra Pavla Glavarja Komenda dr. Marta Ciral, ter zanj tudi žrtvovala veliko svojih moči, časa in sposobnosti. Zato ji iskrena hvala. Tega
tega večera prav tako ne bi bilo v okviru občinskega praznika naše občine, če ne bi nanj pristal naš župan Tomaž Drolec. Tudi njemu hvala, ker zna razumeti in podpreti kulturna prizadevanja in ustvarjanje svojih občanov. Te prireditve pa sploh ne bi bilo, če ne bi pisateljica, publicistka in glavna urednica Mavrice Mira Dobravec moje pesmi izbrala in uredila v pesniško zbirko, ter v zvezi z njo postorila še veliko drugega. Za to zahtevno delo, za spremno besedo, kakršne nisem vreden, mi je pa veselje in spodbudo, pa tudi za njeno nocojšnjo besedo gospi Miri moj velik poklonaj. Hvala tudi oblikovalcu pesniške zbirke, tehničnemu uredniku družine in tudi slikarju Antonu Seifertu za lepo oblikovano knjigo, ki je zaradi privlačne in povedne naslovnice, toplega odtenka papirja in izbrušene notranje podobe požela že veliko pohvalnih besed. Velik poklonaj tudi mojima posebej dragima umetnikoma, citrarju Martinu Zlobku in pevki sopranistki Nuši Fujan, katerih igranja in petja se vedno razveselim, mi veliko pomeni. Mislim, da smo prav vsi uživali v tem, kar sta nam lepega pripravila in podarila ta večer. Zelo sem bil vesel, ko mi je dr. Marta Ciraj predlagala, da bi moje pesmi brali štipendisti ustanove Petra Pavla Glavarja. Tako preizkusili tudi svoje umetniške, se pravi recitatorske sposobnosti. Prizadevno so vadili več večerov, se poglabljali v besedila pesmi in dobro opravili zahtevno preizkušnjo. Mateja Bremšak, Marjana Keren, Natalija Osolnik in Daniel Haromet, le tako naprej. Velika vam hvala za občuteno podajanje pesniške snovi. Pri profesorju Goranu Peršinu, ki vas je pripravljal na ta večer, ste bili v dobrih rokah. Hvala mu za zahtevno nalogo, ki jo je prevzel nase, za umetniško spremljanje večera, za njegovo pronicljivo besedo, kateri vedno rad prisluhnem. Mogoče mu bom kdaj vrnil svojo besedo na kakšni od njemu posvečenih kulturnih prireditev. Hvala tudi predsednici odbora za družbene dejavnosti pri Komenski občini, svetnici Klari Brlec, za njeno podporo kulturnemu večeru in pomoč pri njem. Hvala vsem drugim, ki ste kakorkoli prispevali, da se nocoj veselimo v stavbi častitljivega spomina iz zgodovine. Na koncu pa prav posebna hvala vam vsem, dragi gostje, ki ste se udeležili tega večera. Upam, ne, prepričan sem, da vam je skupaj z mano lepo. Sedaj vas vabim, da prisluhnete, torej to smo že storili, tem 5 pesmim, potem pa tudi na pogostitev, ki bo sledila po tem kulturnem večeru. Po koncu tega programa res ostanimo še skupaj, podpijmo kozarec dobrega vina, se posladkajmo z domačim pecivom, z ljubeznijo pripravljeni za ta večer, ter si v tem lepem majskem večeru kaj lepega povejmo, zaupajmo in zaželimo drug drugemu. Pred nadaljevanjem kulturnega programa nocojšnjega večera bom v znamenju svoje velike hvaležnosti nastopajočim podaril po en izvod moje pesniške zbirke Nikoli brez upanja. Izvolite. Mariana.
se nujšihujem za čudovito zapeto pesem iz cikla Franca Schuberta Zimsko popotovanje. Verjetno edini svetli žarek v tem zimskem popotovanju v zimski pekel, ki je primerljiv z Dantejevim peklom. Te misli Dušana Rutarja pa bi namenil današnjemu avtorju. Pesem ustvarjamo v osami in tišini, kajti to sta dva naravna elementa pesmi, ki je igra. Človek se lahko igra samo skozi pesem in prav skozi njo ustvarja tišino in poudarja samoto. Avtoriteta pesmi se kaže v sposobnosti, da na novo poimenujemo stvari in dajemo imena stvarem, ki jih pred pesmijo sploh ni bilo. Njena avtoriteta se izraža tako, da so stvari, ki dobijo imena, prisiljena ravnati v skladu s temi imeni. Vendar to ne pomeni, da pesem, s tem, ko poimenuje stvari in jih prikliče v življenje, ni več potrebna, saj to ni njena edina funkcija, ni niti bistvena. Pesem moramo zato zapisati, kajti samo tako bodo stvari dobile svoja imena. S pesmijo kot subjektovo naravno igro spreminjamo svet, še več, ga oblikujemo. V igri svet ne utrpne, kajti pesem je sama sebi dovolj in se za svet, potem, ko ga je ustvarila, ne zmeni več, kajti že ustvarja novega, drugačnega. Komaj poimenuje stvari, jih že preimenuje. Paradoks igre je v tem, da prinaša pokoj prav z nenehnim gibanjem, ki je ustvarjanje tišine. Svet, ki nastaja skozi besednjak pesmi, se ravna po njegovih zakonih. Zato je pesem kot igra vrhovna avtoriteta, prinaša dostojanstvo in ima najvišjo oblast. S pesmijo in svetom je tako kot z dušo. Skrivnost je v poimenovanju. Poimenovanje ne označuje stvari. To niso nalepke, ki jih kot etikete lepimo na stvari. Poimenovanje ustvarja stvari tako, kot jih ustvarja kipar, po čigar prsti vznika svet in se dogaja cela drama. Z imenom ne imenujemo stvari, temveč jih prikličemo iz virtualnosti, v to stranost. Svet ni skupek mrtvih stvari, svet je živ, zato ni nepomembno, kako ga poimenujemo. Ko postaja svet prostranstvo mrtvih stvari, umira tudi človek in njegova sposobnost za pesem. Zato lahko postvarjenost sveta in ljudi natančno izmerimo s količino pesmi, ki so jo ljudje še sposobni ustvariti in na to še poustvarjati. Interpretacije pesmi namreč niso nič drugega kot njeno poustvarjanje. To bi si morali zapomniti zlasti šolniki in vzgojitelji, kajti njihovo delo z otroki je za razvoj poetov zelo pomembno, saj marsikomu lahko zaprejo pot k poeziji kot igri svobode. Sem pa vabim doktorico Marto Ciraj. Prej je rekla gospa Mira Dobravec, ne si vsak zame tisto, kar more in zmore, tako nekako približno je rekla. In jaz upam, da ste si vzeli veliko od tega večera, kajti jaz menim, da je bilo veliko danega in ponujenega. In upam, da vam bo ta večer še dolgo ostal v lepem spominu. Kot zanimivost naj vam povem, da je ta večer pripravila ustanova Petra Pavla Glavarja praktično samo z dvema zunanjima članoma. In sicer, kot veste, ustanova Petra Pavla Glavarja deluje na območju občine Komenda in razumljivo je, da gospa Mira Dobravec ni naša članica in gospod Goran Peršin, ki pa je občan občine Komenda, še ni naš član, pa upam, da nekoč bo. In zahvaljujem se po vrsti vsem, ki ste ustvarjali in so ustvarjali ta večer. In sicer gospodu Goranu Peršinu za pripravo recitala, za pripravo naših štipendistov, prisrčna hvala za izredno dobro upravljeno delo. Članici uprave ustanove Petra Pavla Glavarja, gospe Nujšihujem, za občuteno in zelo lepo petje. Urednici pesniške zbirke, gospe Miri Dobravec, za predstavitev pesnika zelo izvirno in lepo ste ga predstavili. Hvala lepa.
Zahvaljujem se našim štipendistom Mateji Bremšak, Nataliji Osolnik, Danielu Harometu in Marjani Kern za lepo recitacijo. Članu uprave Martinu Znobku za občuteno in profesionalno igranje na citre. Hvala lepa. In seveda avtorju pesniške zbirke, brez katerega bi danes tega večera ne bilo, gospodu Jožetu Pavliču. Večera še ni konec, kot je že prej povedal gospod Jože Pavlič. Torej, predajmo se še enkrat pesmi, ki jo bo zapela Nuša. Zaigral Martin, pardon, se oproščam. In potem ostanite z nami in povejmo se kaj lepega in imejmo še naprej en lep večer. Hvala lepo vsem. Najlepša hvala gospi predsednici Ustanove Petra Pavla Glavarja, dr. Marti Ciraj. Torej tudi jaz vas kot avtor te pesniške zbirke vabim. Ostanite vsi tukaj. Dovolj dobrot, vina, soka, vse so te. Ustanova je veliko pripravila. Nihče ne odide tukaj, poveselimo se, imejmo se lepo. In potem, kdo bo pa želel, pa ne pride k meni, pa bomo vsakemu kakšno lepo posvetilo napisal. Torej, družimo se, naj nas užije pesem, glasba in igranje in veselje, torej v občudovanju lepega majskega večera in vsega, kar smo tukaj doživeli. Hvala vam in lepo povabljeni. Ko je zaigral zadnjo pesem, meni pa preostane lažji del moje današnje dolžnosti. Tokrat bom kar citiral gospoda Pavliča: sledi povabilo k pogostitvi z domačimi dobrotami, domačim vinom, ob izmenjavi prijazne domače besede. Hvala lepa.